Dober večer v imenu Galerije Družina. Lepo pozdravljeni na odprtju razstave 31. likovne kolonije Umetniki za Karitas. Za uvod prisluhnimo skladbi stavko iz Bachove suite, ki ga bo izvedla violončelistka Zala Vidic. Prosim. Več o projektu Umetniki za Karitas bo spregovorila koordinatorka gospa Marjana Plesničar-Jezeršek. Prosim. Torej, v imenu Škofijske Karitas Koper, ki vodi in koordinira projekt Umetniki za Karitas, vas vse skupaj prav lepo pozdravljam. Še posebej lepo pozdravljam patra Edvarda Kovača, ki bo razstavo blagoslovil in odprl. Potem gospoda Dorjana, ki nadomešča gospo Manico in ostale sodelavce Galerije Družina, ki so nas prijazno sprejeli in razstavo tudi čudovito postavili, ter gospo Ana Marijo, ki bo slike njihove avtorje predstavile, ter vsakega izmed vas, ki ste si danes vzeli čas, da skupaj prepletemo niti umetnosti in dobrodelnosti. Ponovno smo v Galerijo Družina prinesli slike umetnikov za Karitas, slike s sporočilom, slike, ki hkrati predstavljajo sodobno umetnost, promovirajo dobrodelnost ter ozaveščajo o trenutnih problemih v našem okolju in v naši družbi. Tokrat so to likovna dela udeležencev in darovalcev že 31. kolonije Umetniki za Karitas, ki se je v lanskem avgustu odvila na Sivjem vrhu pod geslom Vrata upanja. Zakaj smo izbrali takšno geslo? Ker se je kolonija odvila v svetem letu, ko smo bili vsi povabljeni, da gremo na pot in postanemo romarji upanja. Mi, torej strokovni sodelavci Umetnikov za Karitas, smo se odločili, da bomo na tej romarski poti odpirali še vrata. Vrata do najbolj ranljivih, vrata do bolnih, umirajočih ter njihovih svojcev. Sredstva, ki se bodo v sklopu projekta Umetniki za Karitas zbrala v tem letu, bodo namreč namenjena prav njim. Torej, zakaj prav ta namen? Ker želimo oznanjati svetost življenja. Ljudi želimo opolnomočiti, izobraziti in jim pokazati, da so tudi bolezen, starost, smrt in stiska del življenja. In to zelo pomemben del. Iz preizkušenj se namreč učimo, iz preizkušenj rastemo in postajamo boljši ljudje.
Zbrana sredstva bomo konkretno porabili za izpeljavo usposabljanj namenjenih svojcem, ki se soočijo z neozdravljivo boleznijo ali starostjo svojega bližnjega in želijo zanj poskrbeti doma. Ta usposabljanja že izvajamo. Vzpostaviti želimo vsaj nekaj skupin za tiste, ki že skrbijo za svojega bližnjega in bi v skupini podelili svoje izkušnje ter se na ta način opolnomočili. Ter vsaj nekaj skupin za tiste, ki se soočajo z izgubo in potrebujejo varen prostor, kjer lahko delijo svojo bolečino. Vzpostaviti želimo tudi tako imenovano stičišče, ki bo na enem mestu ponujalo vse odgovore, ko se znajdemo v situaciji, ko naš bližnji zaradi starosti ali bolezni ne zmore več sam skrbeti zase. To je le nekaj od ciljev Škofijske Karitas Koper, k uresničitvi katerih boste prispevali, če se odločite, da posvojite katero od teh likovnih del, ki so edinstvene, raznolike in sporočilne. Razstava bo tu v Galeriji Družina na ogled vse do 7. marca. Nato pa bomo poromali naprej in upanje ponesli še preko meje v Reko, na Hrvaškem, ter potem nazaj v Slovenijo, v Višnjo Goro in potem v mesecu juniju, kot je že v navadi, na Sveto Goro. In mogoče še kam, če nas bodo povabili. 8. februarja na Praznik kulture ste prav lepo povabljeni, da ste aktivno kulturni in ponovno pridete sem v Galerijo Družina. Naša strokovna sodelavka Ana Marija bo ob 11. izpeljala strokovno vodenje po razstavi za vse tiste, ki želite likovna dela in njihove avtorje še malo bolje spoznati. Povabite prosim tudi svoje prijatelje, znance ter druge ljubitelje umetnosti, ter jih nagovorite, da se nam pridružijo in skupaj z nami odprejo kakšna vrata upanja. Naš cilj je namreč odpreti čim več vrat upanja, vrat veselja do življenja. In resnično verjamem, da bodo ta čudovita likovna dela, ki nas obkrožajo, k temu pripomogla. Pridružite se nam, posvojite katero od teh del in nam pomagajte prinašati upanje tistim, ki ga potrebujejo. Sedaj vabim k besedi likovno kritičarko, gospo Ano Marijo Stibilšajn. Hvala. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na odprtju današnje razstave. Razstave, katere dela so nastajala konec avgusta na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Tam se vrata sinjevrškega ateljeja vsako leto odprejo izbranim likovnim ustvarjalcem. Skoznje vstopajo tudi darovalci. Vsi, ki želijo svojo ustvarjalnost podpreti ta plemenit projekt, ki je resnično postal gibanje. Gibanje, ki govori o lepoti, sporočilnosti, dovršenosti, umetnosti in hkrati o plemenitem namenu, ki ga likovna dela, nastala na koloniji ali pa darovana, uresničujejo na vsakem svojem koraku prezentiranja, vstopanja med publiko. In lanska kolonija, ki se je odvijala pod geslom Vrata upanja, je na Sinji vrh privabila 10 izbranih likovnih ustvarjalcev. Kot je že omenila gospa Marjana, je tale razstava raznolika in zato nadvse bogata. Vsak izmed avtorjev dokazuje svoj edinstven likovni nagovor. Težko bi tukaj razstavljena dela postavili na skupni imenovalec. In vendar je skupni imenovalec prav ta odziv na klic po dobrodelnosti,
kateremu umetniki sledijo že več kot 3 desetletja. In ta klic nadgradi vse likovne poetike, poveže vse tako raznolike motive in interpretativne sloge. Na lanski koloniji so sodelovali avtorji tako iz domačega kot mednarodnega prostora, ustvarjalci različnih generacij. Imeli smo priložnost se srečati tudi s čisto mladimi, ki so šele vstopili na svojo samostojno pot. In tam na Sinjem vrhu je vselej znova nagovarjajoča krajina. Ob tem pa človek najde tudi mir. Mir, ki vodi v introspektiven pogled v dušo, k aktualni problematiki, k človeku. In zato sta prav ti dve motivni izhodišči najpogosteje prisotni. Krajina, ki izginja, je naslov teh dveh diptikalnih kompozicij, ki jih je ustvaril Borut Beus. Tukaj gre za tako imenovano duhovno pokrajino, pejsaž dlem. Kajti avtor se od sveta zunanjega zazira v notranje globine. In tako učinkuje tudi njegova krajina, ustvarjena ob podpori akrila in tudi oglja. Sledi na slikovni podlagi, na slikarskem platnu so izjemno odzivne in hkrati zastirajo resničnost. Pričarajo tisto, kar je likovna žlahtnost in kar je odmik od prepoznavne krajine. Zato, da je ta povsem duhovna. Ker pa avtor da naslov krajina, ki izginja, pri tem lahko vidimo odmev, odsev njegove likovne interpretacije, hkrati pa tudi njegovo angažirano držo, spoznanje, da naravne lepote resnično izginjajo, da je ekološka problematika tista, s katero se vsak dan srečujemo. Torej, njegove krajine lahko beremo večplastno. Brane Širca. Tukaj za menoj sta dve njegovi sliki velikega galerijskega formata, ki nosita naslov O, vi, ki vstopate, vsak up pustite. Ja, s tem naslovom je avtor sledil geslu kolonije in hkrati parafraziral z Dantejem. A ob vsem tem je nadaljeval tisto zanj značilno likovno poetiko, ki predstavlja večplastno gradnjo slikovnega polja. Ustvarjanje prostora, ki je bolj duhoven kot realen, čeprav tokrat vidimo na njem neke vrste stilizirano arhitekturno kuliso z odprtimi vrati. In potem so tu še silhuetno podani ljudje. Na nek način značilni za avtorja, celo arhetipsko prepoznavni, podani v vedno novih variacijah, v obliki silhuet, ki so tako poenostavljene, da že mejijo na geometrijsko stilizacijo. V vsem tem likovnem bogastvu se avtor
zazira in to na izjemno tankočuten način v življenje, prostor in čas. Eva Meštrović je mlada slikarka, ki prihaja iz Hrvaške. Slikarka, ilustratorka in multimedijska umetnica. Kot vidimo iz slike njenega angela Gabriela, gre za slikarko, ki neguje neorenesančno figuraliko. V takšnem slogu ne upodablja samo sakralne, ampak tudi profane like. In tako izpričuje te klasične figuralne kanone, renesančno lepoto. In vse to potem ozaljša še zlatimi lističi, s katerimi dobi te dimenzije božanskega, si aureol, hkrati pa se tukaj pojavljajo tudi žlahtni teksturalni efekti. Morda v tej smeri likovnega naglaševanja še toliko bolj doživljamo sliko, ki predstavlja krajino, vendar tudi ta krajina ni realna, je izrazito introspektivna in atmosferično poudarjena. Katja Bednaržik-Sudec se nam predstavlja v sosednjem prostoru z nekaterimi kompozicijami. Tukaj imamo pa tudi še dve, ki nosita naslov Na poti vase se uzrem. Gre za izjemno subtilno likovno ustvarjalko, ki neguje tako imenovano žensko umetnost. V smislu nežnosti in tankočutnosti, njen likovni izraz pa je močan in izrazito avtorsko svojstven, ter odprt tudi za nove načine, pristope in celo multimedialne rešitve. Vse, o čemer avtorica pripoveduje, vsi njeni raznoliki motivi imajo eno globjo sporočilnost, ki jo avtorica zajame v simbolične rešitve. In tako tudi ti mehki, nežni, beli, bombažni cvetovi na vzorčastem ozadju niso element naravnega okolja, ampak en globok slikarkin pogled na življenje in odraz intimnega čutenja in čustvovanja. Luiso Caruso prihaja iz Italije. Je slikar, ki je ustvarjal in na nek način preigral različne interpretativne sloge. Pravi, da sledi ustvarjalnemu trenutku. In tukaj ga zaznamo tudi kot avtorja, ki je sledil geslu, ustvaril dve sliki, modra vrata in modro okno. Slike, ki predstavljajo kombinacijo med figuralnimi liki in krajino in gre v bistvu za kompozicije, v katerih avtor ustvarja nove prostore v prostoru slike. Njegov interpretativni način zaživi v ekspresivni naravnanosti, tako v smislu artikuliranja elementov izpovednosti, kot tudi uporabe barv in moči poteze. Marija Efremova prihaja iz Severne Makedonije, je pa bila dolgoletna diplomatka, sicer pa odvetnica in slikarka. Na Sinjem vrhu je ustvarjala cvetlične kompozicije. Čeprav je sledila naravnim danostim tistega, kar je v naravi najlepše,
je vendarle v njenih delih bodisi prikazu vrtnic, kot tudi drugih rož čutiti, da je njena poteza izrazito gibka, virtuozna in da z njo avtorica poenostavlja oziroma avtorsko artikulira ta svoja motivna izhodišča. Pri tem pa kaže izjemen kolorističen občutek in tako se na njenih slikovnih površinah razliva fluid lirične poetičnosti. Milan Todić je slikar, ki se je rodil v Srbiji, vendar že kar 30 letja živi in ustvarja v Sloveniji. V njegovih delih je čutiti še vedno močan akademizem, čeprav sta ti dve sliki, ki sta nastali na Sinjem vrhu, izjemno slikarsko živi. Gre za poglede v dolino, tako domačini rečemo Vipavski dolini, dolina z veliko začetnico, in avtor je iz Sinjega vrha resnično sledil tem temeljnim potezam krajinskega obraza, ustvaril je krajinsko konfiguracijo, hkrati pa je skozi bogat barvni nabor naravo posnemajočih vrednosti ustvaril tudi temporalno dimenzijo v svojih kompozicijah. Narcis Kantarčič je slikar, ki se je rodil v Bosni in Hercegovini, študiral na akademiji v Sarajevu, bil tam tudi več let asistent, vendar tudi njega je pot pripeljala v Slovenijo, živi in ustvarja v Celju. Za njegovo klasično in vendarle avtorsko intimno ikonografijo je značilno, da je prežeta simboliko. Njegovi stolpi, vodnjaki, bazeni, ki predstavljajo neke vrste arkadijsko, lahko bi tudi rekli metafizično krajino, so polni načinov, principov in doseženih občutij, ki jih lahko pripisujemo tudi velikim renesančnim mojstrom. Njegovo sporočilo s temi izbranimi likovnimi elementi pa je seveda izrazito intimno, v likovnem smislu pa močno sofisticirano. Nina Zuljan je primorska slikarka, njene slike, čeprav jih je na Sinjem vrhu pustila kar več, so že našle lastnike. Gre za slikarko, ki do narave neguje izjemno čuteč odnos. Tudi njena ustvarjalna misel se najpogosteje zasidra pri cvetju in posebej priljubljene so ji te kobulnice, tudi slika v katalogu prinaša njihovo upodobitev. Pri tem pa avtorica te rastline izbere z enim namenom, zato ker so to izjemno krhke rastline, ki vendarle kljubujejo različnim atmosferskim stanjem. In na ta način jih avtorica poosebi in jim da tudi globje sporočilo. Ukomponira jih pa na ozadja, ki so izrazito nežna in učinkujejo eterično oziroma poduhovljeno. In potem imamo tukaj še Stojana Špegla, njegovo sliko Skrivnost svetlobe, tudi sliko Sinjega vrha in tako naprej, ampak prav ta slika Stojana Špegla je en dokaz tistega njegovega močnega ustvarjalnega preobrata, ki se je zgodil v letu 2021, ko je avtor s
sprostil potezo in intenziviral barve. Prej je veliko prisegal na krajino, začel celo z industrijsko krajino, potem pa so njegove vsebine postale vse bolj duhovno poglobljene, gradnja slikovnega polja temu primerna in torej večplastna, zaznamo vibracije karakterno raznolikih nanosov in izjemna koloristična stopnjevanja, ki tukaj resnično vodijo k skrivnosti svetlobe. Da je ta kompozicija še dodatno simbolna in nedvomno pripomore tudi sama zasnova in v obliki nekega sonca in tudi krožna slikovna podlaga. Torej, 10 avtorjev, vsak na svoj način je odprl vrata upanja, predvsem pa vrata svojega srca in svojih ustvarjalnih prostranstev, značilnih prav zanj, izrazito intimnih in svojstvenih. Ampak vsem tem avtorjem so se pridružili potem še člani strokovnega sveta in darovalci. Čisto vsem, ki ste se znašli v tem katalogu tako ali drugače, iskrene čestitke. Tudi danes vas je nekaj prisotnih in res vsakemu posebej hvala za vaš ustvarjalni doprinos. Naj se vrata razstave na široko odprejo. In vi, spoštovana publika, si dovolite vstopiti ne samo skozi vrata teh prostorov, ampak dovolite si vstopiti v čisto vsako tukaj razstavljeno umetniško delo. In prisluhnite mu. Občudujte vse tisto, kar pripada svetu likovnega in kar je tiho, a globoko sporočilo posameznika. Hvala lepa. Sedaj pa prisluhnimo še drugem stavku Bachove suite.
mladi Zalividic. Sedaj pa za zaključek uvodnega programa k besedi vabim doktorja patra Edvarda Kovača, da uradno odpre razstavo in nas popelje v konec. Najprej, dragi vsi navzoči umetniki, ki ste se odprli dobroti na vdihu, dragi tudi vsi, ki v srcu vse lepo in dobro mislite in ste prišli na odprtje letošnje razstave Umetniki za Karitas. Kot vemo, so že stari Pitagorejci rekli po lepoti k resnici. In res je, da nas tudi sodobni matematiki učijo, da je kakšna matematična formula bila, ki se je pojavila, veljala za nekaj lepega in ko so jo preverjali, so ugotovili, da ustreza matematičnim izmerljivim pojmom resnice. Se pravi, najprej je matematika zanihala njihova njena čistost in lepota in kasneje so ugotovili, da vendarle tudi drži. Zato za nas, ki danes odpiramo razstavo umetnikov, ki so bili pod navdihom dobrote in svoje ustvarjanje moči, nastopi vprašanje, kaj pa vendarle je lepo. Občutek imamo, da v katoliških krogih še vedno velja za lepo tisto, ki nas harmonizira, ki v nas ustvari prijetno občutje sozvočja in skladja. Skratka, lepo naj bi bilo tisto, kar so stari Grki in za njim tudi nemški mislec Nietzsche imenovali apolonično. Toda vzadaj za tem pojmovanjem lepote je veliki filozof Aristotel, ki je učil, da je lepo samo deležnost na dobre, saj je v nas povzroča ugodje in ugodje vendar nekaj dobrega. Toda, če želi umetnikovo delo razkriti resničnost, potem mora spregovoriti tudi o tem, kar je bolečega in kar nas rani. Pa vendar bolečina sama na sebi še ni dobro. Tudi ne more biti dobro samo na sebi nered, nasilje. Prav tako pa ne razgrajevanje harmonije v nas in v svetu. A bodimo pozorni. Vsaka iskrena bolečina in radost sta vendar nekaj enkratnega. In prav to enkratnost išče umetnik, da bi povedal tisto, kar še nikoli nihče ni storil. Se pravi, njegovo enkratnost, nepovljivost in čisto individualnost. Zato bo tudi pravi umetnik znal izstopiti zgolj iz staljenih oblik ter z novimi formami želel povedati, kar še nihče ni videl. Vemo, da likovna kritika oponaševalce rada imenuje déjà vu, že videno. Pa vendar same nove forme še niso nova umetnost. V likovnih upodobitvah velja podobno načelo kot v literaturi. Francoski pregovor namreč pravi, lepa čustva še ne pomenijo lepe literature. Podobno lahko rečemo, da močna, strastna in intenzivna čustva še niso uspela dela upodabljajoče se umetnosti. Umetnik mora že po Aristotelovem mnenju obvladati material. Izuriti se mora v svoji upodabljajoči umetnosti, da bo lahko izrazil svoje občutje in mišljenje. In to je, kot veste vi, dragi umetniki, garaško delo ponavljajočega se iskanja in vedno novih začetkov. Tako smo že nakazali pravo umetnost svojim neprenehnim, neprestanim nezadovoljstvom
z že ustvarjenim, uspe razkriti človeške globine, njihovo hrepenanje, doživljanje in tudi vrata novega upanja. Poštovani, danes smo obdeli Boroda Buesa, Braneta Šilce, Eve Miškovič, Katje Bernažik, Sudec, Lidija Karusa, Marije Efremove, Milana Toliča, Narcisa Kataržiča, Nina Zulja, Mislonja Špegela, tistih, ki so se udeležili 31. kolonije umetnikov za Caritas. Upravičujem se tem, ki jih nisem imenoval in so svoja dela velikodušno prispevali kasneje, a smo jih prav tako veseli. Čisto razumljivo je, da vmeče vprašanje, ki ga je že nakazala pred menoj naša kritičarka, kaj imajo ti umetniki skupnega, ko pa so vendar slogovno tako različni. Od čiste abstrakcije do pejzažev, od dekorativne umetnosti in tihožitja do nadrealizma, od nove figuralike do magičnega realizma. Pa vendar vse tukaj razstavljajoče druži iskanje pristnosti, iskanje vire in upanja, ki prihaja iz njihovih src. Vse druži priznanje nemoči, da še niso narisali svojega zadnjega platna in da njihovih poizkusov ne bo kmalu konec. Poleg te ponižnosti pa jim je skupna želja, da bo njihovo srce, ki se odpira na vdih od zgoraj, našlo znamenje, našlo barve, linije in kompozicije, ki bodo predstavljali sledove njihovega lastnega upanja, razmišljanja in doživljanja. Prav pesniku Šalopegiju je upanje najtežja krepost. Pesnik, ki je umrl na pragu prve svetovne morije, je iskal navdih za svoje umetniško delo v molitvi. Umetniško delovanje mu je že pomenilo tisto molitev, ki ga je navdihovala in ki jo je združil z daritvijo ljubezni. Spoštovani, dragi obiskovalci, ko bomo ozrli v to ali ono umetniško delo tukaj razstavljeno, imejmo pred očmi, da je nastalo v hrepenenju in iskrenem upanju, da bo njihov izraz ljubezni in navdiha od zgoraj prišel v molitev. Če bo naše opazovanje uglašeno z občutjem molitve, bomo tudi mi v vsakem tukajšnjem delu našli vsaj sledove upanja, ki nas bodo popeljali onkraj teh delov. Kot je prosila naša koordinatika, ob sklepu še blagoslov, najprej blagoslov našega koprskega škofa, Petra Štumpfa, s katerim sva rojena v isti škofiji. Takole pravi svoj spevni besedi: Božji blagoslov vsem, bolnim in umirajočim in njihovim svojcem, Caritas, gostoljubnim domačinom Sinjega vrha, umetnicam in umetnikom, organizatorjem in obiskovalcev razstave in darovalcev. Vsem iskrena hvala in blagoslov. Gospod z vami, nebeški Oče, blagoslovi darove te ljubezni, darove upanja, darove ustvarjalnega duha. Pomagaj tudi nam, da se v njih sproži naše občutje molitve, blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na ta razstavljena dela in naj nam pomaga jih razumeti in oditi od njih za željo po molitvi. Amen. S tem odpiram to razstavo. Hvala lepa za vašo potrpežljivost.